Pred nami je tekma 5. kroga v prvi MNZ Maribor. Nogometaši Jurovskega Dola gostijo zasedbo Malečnika. Dobaj s podajo, kakšna priložnost. Šnofl z lepo podajo prostor, izjemna priložnost je bila to za domačo. Hager lepo je našel Ploja, ki je ostal povsem sam. Žekovič z lepo podajo proti Ulbinu, ki se je vključil v napad, lepo sedaj Ulbin. Ulbin s podajo proti Korošcu, 0:1. Izjemna akcija gostov, strelec zadetka pa številko 15. Korošec in gostje so prišli do prednosti. Gorza do Korošca, ta vrača do Fanjedla. Brez prepovedanega položaja, Gorza lepo proti Dobaju, Dobaj strelja, 0:2. Še ena lepa akcija gostov in povišanje prednosti na 0:2. Ploj lepo ploj prostor. 1:1 sedaj Belna in znižanje rezultata. Prvi zadetek domačih na tem obračunu, strelec zadetka pa številko 44 Belna. Izjemna akcija bila sedaj to domačih in kar naenkrat so nogometaši Jurovskega Dola se vključili v boj za točke na tem obračunu. Še vedno Hager s predložkom. Ploj strelja z glavo mimo gola. Tokrat pa na koncu je žoga zelo padala. Hager nan pazi Gajšek, še vedno Hager, lepo je Hager preigral, Gajška nevaren poizkus Hagerja, izkazal se Trševec, Sattler znova, še ena obramba, Dobaj mimo Šnofla ter Škrleca, lepa podaja proti oddaljenejši vratnici, še vedno Gorza s povratno podajo proti Bešiču. Majer na levo stran proti Kranjerju, mešal se Gorza. Ta je lepo našel Bešiča, Bešič strelja, obramba. Rok Šnofl. Podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer strelja Sattler. Čez vrata je sprožil na desni strani Rok Šnofl. Spodaja v kazenski prostor, strelja Belna. Napaka Tršovca na koncu in izenačenje domačih, strelec zadetka pa številko 18 Breznik. Vse skupaj se je s tem zadetkom razživelo, predložek pred vrata Ulbin, najvišji v skoku. Domači sedaj iščejo priložnost za prednost. Na koncu pa 11 metrovka za domače. Hager in Trševec z oči v oči. Hager strelja, obramba Trševca! Trševec je obranil 11 metrovko, Hagerju ostaja 2:2. V začetku smo malo slabše krenili v tekmo, potem smo malo spremenili postavitev, pa stisnili malo više. Mislim, da smo bili nekoliko boljši, ampak na koncu moramo tudi za točko biti zadovoljni. Ja, mislim, da smo imeli svoje priložnosti. V prvem polčasu lahko bi malo več izkoristili. To se je seveda pol poznalo in nastala situacija ni bila pol več rožnata, ne.